Frekvenca X na obisku pri mladih. Ja, mene fizika zanima precej. Maja smo v Sežani, na Ravnah in v Celju. Znanost je kompleksna. Zanimiva. Široka, da res potrebujemo za razvoj človeštva in da sploh vemo, kako je človek nastaven in kako se Zemlja razvija. Se pravi, ja, znanost je zelo pomembna. Mladi na frekvenci, na valu 202. Dober dan in dobrodošli v novi Frekvenci X, s katero smo tokrat obiskali šolski center Celje, pisan srednješolski prostor na Lavi v Celju, kjer pod eno streho delujejo gimnazija, tehniška gimnazija in vrsta srednjih šol. Dvorana je bila polna do zadnjega kotička, spremljalo nas je približno 120 dijakov gimnazijskih in tehniških smeri, nekatere pa sem že pred začetkom snemanja oddaje ujela pred mikrofonom. In v bistvu me je kar presenetilo, kako drugače mladi danes razmišljajo o denarju. Zdaj vas je tule 6. Koliko od vas je že vlagalo v kriptovalute? 3 roke, pol. Lahko bi rekel, da nam za naprej koristi. Lahko, če naprimer v kriptovalute vlagamo, dobimo več iz tega na koncu. Naprimer, da nimamo pri starših, da se sami odločimo, kam s tem denarjem in lahko se s tem tudi učimo za naprej, kam bomo ga kot odrasli vlagali. Moj sovoditelj in tudi nekdani dijak te šole je bil stand-up komik Aleš Novak. Ja, jaz sem res začel na tej šoli, bil sem kemijski tehnik, nisem bil na gimnaziji, ampak na kemijski in takrat so se že začeli moji veleuspešni biznis začetki. Prodajala sva s kolegom iz sošolcem, Jernejem smo prodajala biljard žetone. Po slabih 30 letih lahko povem, da je bilo to nelegalno in ne priporočam. Kot gosta pa sta se nama pridružila matematičarka Anja Petkovič-Komelj in finančni analitik Tilen Šarlah, ki sta imela nekako vsak svoj vstop v svet financ. Lepo zdrav še z moje strani. Moja zgodba je mogoče malo bolj regularna kot tvoja, zdaj, ko sem jo poslušal. Ne, se to hočeš uradno, moraš povedati, ne? Tako, zdaj uradno, za javnost. Drugače pa, ja, jaz sem bil dijak tamle čez cesto dejansko in tudi moja zgodba se začela zelo, bom rekel, relativno hitro. Bil sem dejansko v starosti glih nekje, tako kot je naša publika danes. Mislim, da sem bil okoli 16-17 let. Zgodba se je pa začela tako, da sem en dan zjutraj se zbudil pa rekel, mama, če me lahko pelje do Ljubljane, ker je bila tam pač borzne hiše, so bile vse v Ljubljani. In mama je me vprašala, kaj pa greš, ne? Sem rekel, jaz grem odpreti borzni račun, ker bi rad pač naložil vse, kar imam v delnice, ne? Pač mama je iz finančnih krogov, bila je zaposlena v banki, tako da je malo razumela, niso pa dejansko bili v investicijah, ne? To sem pač jaz se naučil iz filmov, zato ker takrat so bili časi Wall Streeta, se pravi Gordon Gekko, mogoče še malo prehitro za naše mlajše generacije, ampak ta film je bil posnet leta 87, pa nadaljevanje pa pol v 2000. To so filmi, ki sem jih jaz parkrat pregledal, se pravi, govori v celim zgodovini nastajanja delnic in dejansko trgovanja. No, jaz sem se takrat usedel v avto, mama me peljala, ker nisem imel vozniškega izpita. Šla smo na borzno hišo, odprl sem račun, naložil ves denar, kar sem ga imel, ki se je pač prek let nabiral od raznih daril in obletnic in novoletnih pa teh daril nismo imeli dejansko v igračah, ampak v pač denarju, ki si ga ponovadi dobil. Jaz sem to vse naložil. Mama mi je rekla, da itak bom vse zgubil. No in dejansko sem naložil v praktično najboljšem času slovenske privatizacije in kar hitro, bom rekel, čez par mesecev se ta znesek podvojil, potrojil, početveril, ne. Tako da moji začetki so bili zelo pozitivni, mogoče preveč pozitivni, ker pač hitro pride kakšna strznitev. Ja, Aleš je začel s tikanjem in ker sta vidva vzpostavila formo tikanja, bom jaz tudi nadaljevala, tako da Anja, kakšni so pa tvoji spomini na najstniška leta? Bi si morda danes, ko se gledaš takole nazaj, karkoli svetovala, rekla? Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz sem pa bila mogoče bolj varčne narave in moja izkušnja pa je bila, da, torej malo konteksta, v moji družini smo 3 sestre, jaz sem najmlajša od 3 sester in moji starši v mojih najstniških letih so rekli, da za vozniški izpit pa si boste mogle punce same zaslužiti, ker da vas spodbudimo, da tudi malo pogledate, kako ravnate s svojimi financami, pa je bila tudi to neka taka investicija, tak velik strošek, ki si ga nista želela za vsako od nas nameniti. In jaz sem to poslušala, ker sem najmlajša, sem imela dobre zglede doma in že takoj v prvem letniku sem si rekla, jaz bom pa varčevala za vozniški izpit. In sem odprla varčevalni račun in vsak mesec, ko sem dobila nekaj malega štipendije, sem nekaj 10 evrov
dala kar na trajnik na varčevalni račun, zato da na koncu se je nabralo dovolj za tisti vozniški izpit. Sicer, polka nisem prvo naredila vozniškega izpita, je bilo treba še malo dodati iz nevarčevalnega računa, ampak če bi si zdaj rekla še enkrat, bi si rekla, mogoče bi pa lahko še kakšen evro več dala takrat, da se nabere, da bi potem lahko investirala kasneje ta denar. Tokrat sem ga porabila za namen in je bil to ena pozitivna izkušnja, da sem varčevala denar z namenom in potem si tudi privoščila za ta namen, ni pa potem dovolj ostalo, da bi ta denar oplemenitila kasneje. To je prišlo šele kasneje v življenju. Mladi na frekvenci. Na valu 202. Prej smo vam zastavili, ko smo se nabirali tule v dvorani, eno vprašanje, ali varčujete, nas je zanimalo. Poglejmo, kakšni so rezultati. Tako, kar dobro, ne? Anketa pravi torej 79% vas varčuje, tukaj v dvorani je približno 100 dijakov, 120 dijakov, tako da kar lepa številka, ne? Tilen, zakaj je dobro, da vemo, kaj je o osebnih financah, da smo finančno pismeni, že tako mladi? Ja, jaz mislim, da dejansko kdaj začeti ni nikoli prehitro. Prej, ko začneš dejansko ta rok dolgoročnosti vlaganja, lahko prinaša samo še pozitivne efekte, kot naprimer bom zdaj vzel en rek, enega najbolj znanega ameriškega investitorja, Warrena Buffetta, kjer ga verjetno vsi poznate, naprimer, ne. On pač res na dolgi rok začel graditi svoj portfelj, znan pa bogat je postal šele po 50. letu, ne prej. In njegov en tak rek je, ne, da z ročnostjo, se pravi z dolgoročnimi naložbami, se tveganje zmanjšuje. Se pravi, na kratek rok, če hočemo neke hitre donose, hitro zaslužiti, je tveganje sam večje. Na dolgi rok ta tveganja se dejansko minimalizirajo in zato dejansko začeti portfelj graditi ni nikoli prepozno, ampak fajn je pa, da začnete hitro. Tako da sem kar presenečen nad pozitivnim odzivom, da že dejansko v teh, bom rekel, mladih letih že razmišljate o tem. Tudi neke premiki se dogajajo na, bom rekel, borznih parketih, pa v javnosti v nekih novih naložbenih razredih, tudi gradnih portfeljev. Zdaj se tudi sprejema nek nov zakon, ki bo mladim omogočil dejansko malo cenejše, bom rekel, ali pa malo bolj davčno ugodnejše varčevanje. To so vse eni pozitivni premiki, ki vam bo čez leta prinašala ene pozitivne rezultate. Tako da v bistvu sem kar presenečen in vesel, da je tak pozitiven odziv. Tilen, recimo, če si mlad, se mi zdi tako, da lahko, če si mlajši, da lahko več tvegaš na začetku, a bi bil to z tvoje strani recimo dober nasvet ali ne? Ko recimo, ne, če bi zdaj rekel, pri 20 si nekaj tvegal, pa si potem vse zgubil, pa si pri 25 spet začel, ali bi rajš bolj preudarno, da bi rekel, to imam tvegana, da bi se portfelj že na začetku delal, to je fiks, to je pa malo bolj, tu pa malo tvegamo. Kak bi se ti lotil recimo zdaj, če ne bi, dobro, ti si dobro začel z delnicami, kak bi pa v današnjem času 20-letni Tilen začel svoj portfelj? Kaj bi naložil konkretno? Bom zdaj ta vprašanje razčlenil na dva dela. Enega by the book, se pravi to, kar nas uči šola, pa kar nas učijo knjige, pa drugega, kar sem jaz ugotovil prek vsega tega leta. Let, ki sem pa res mlad začel, nekje v 16-17 let, se pravi, jaz se že zdaj približujem 20 plus dobi investiranja, tako da neke rezultate lahko že iz svoje kože razložim. In zdaj, če gremo na ta prvi del, ne, by the book, ne, pač knjige pa ustanove nas učijo, da starejši, ko smo, manj moramo tvegati, zato ker pač, ko bomo prišli ven iz delovne aktivne dobe, nam bojo prihodke začeli padati, stroški bojo pa začeli naraščati. In če se nam te škarje začnejo odpirati, bomo imeli nižje prihodke, pa večje stroške, kar pomeni, da na dolgi rok dejansko nam bo šlo dobro. Teda se pravi, starejši, ko smo, manj moramo tvegati, gremo v bolj, bom rekel, varnejše naložbe, mlajši, ko smo, je pa čisto vseeno, ali bankrotiramo prav 21, 22, 23, zato ker pač imamo itak pred sabo toliko let, ko lahko nadoknadimo te zadeve, da lahko sprejemamo večje tveganje. Zdaj pa, če se navežem na sebe, naprimer, kaj sem jaz delal, lahko rečem, da jaz nisem bil nikoli konzervativni vlagatelj. Res ne, jaz sem bil precej agresivni vlagatelj skozi. Nikoli se nisem posluževal nekih, bom rekel, varnih naložb ali pa bom rekel nekih obvezniških naložb ali pa nekih obvezniških skladov ali pa bom rekel nekih menic, se pravi inštrumentov, ki prinašajo manjši donos, pa na drugi strani so bolj varne. Prvič, zato, ker se nisem počutil, da je to nekaj za mene, se pravi, sem po naravi bolj agresiven, bolj, bom rekel, nek naklonjen tveganju. Drugič pa, ker sem se zavedel, da v dobi, kjer smo, se pravi nekega ultrakapitalizma, lahko delaš na dolgi rok samo, če zasleduješ to politiko svetovnega gospodarstva. To pa nas vodi v to potrošniško razmišljanje, visoke likvidnosti, visokih donosov in visokih, bom rekel, nekih investicij. In ta cikl sem se začel zavedati že kar precej hiter, zato so tudi moje naložbe vse bile precej agresivne. In seveda ta portfelj, ki se ga pač začneš ustvarjati zelo mlad in pa z leti nadgrajuješ, ne,
precej niha, bom rekel, ne, to so res skoki in padci dejansko, ampak takrat pač moraš biti tukaj, da veš, kako tako reagirati, ne. To pa pride s časom, se pravi, te izkušnje pa dejansko pridejo s časom. Anja, bi lahko tukaj razložili pomen varčevanja pa reinvestiranja? Dala sem si prav klicaj, da danes nekako razložimo pomen obrestnega računa. Nam lahko kot matematičarka to razložiš? Ja, torej obrestni račun je malo drugače kot navaden obrestni račun, in sicer obrestni račun pomeni, da se obrestujejo tudi obresti. Zdaj, v praksi kaj to pomeni? Naprimer, če mi damo na varčevalni račun 10 000 evrov. Ne? Zdaj, to je za nekega srednješolca velik denar, ne? Ampak recimo, da imamo 10 000 evrov in jih damo mi na varčevalni račun in nam na banki rečejo, vi imate pa 4% letno obrestno mero. Kaj to pomeni? Ne? To pomeni, da 4% na leto mi dobimo od obresti. Po enem letu imamo torej 10 400 evrov. Po 2 letih, ne, v drugem letu se nam pa ne obrestuje samo tistih 10 000 evrov, ampak vseh 10 400 evrov. Ne. Spravi, če bi se samo 10 000 obrestovalo, bi imeli 10 800 evrov, tako jih imamo pa 10 816. Naprimer, ne. In po 10 letih tega obrestnega računa imamo 14 802, nekaj evra. Ne. Če bi imeli pa samo obrestni račun, imeli pa samo 14 000 evrov. Ne. Spravi, 800 evrov nekako v 10 letih pride za nas več od tega, da se obrestujejo tudi obresti vsako leto. Zakaj pa je pomembno razmišljati dolgoročno? Recimo, da že zdaj, pri 16, 17, 18 letih razmišljamo dolgoročno. Tilen. Bom rekel, z dolgim rokom zmanjšujemo to tveganje nihanja portfelja, pa povečujemo donos, ne, kot je kolegica sedaj razložila, ne, da obrestni račun pač povečuje dejansko vsak donos z količino obresti, ki se že stekoma nahaja, tako da na koncu to čista matematika. Poleg tega, ne, statistično gledano zadnjih 40-50 let, delniški indeks je rastel povprečju 10% na leto. Se pravi, ne glede na to, kaj se vmes dogaja, je 10% tistih, bom rekel, nek donos, ki ga indeksi bolj ameriški dosegajo. Pa sem tukaj navezal še mogoče na mojo zgodbo, zakaj dolgoročno. Ko sem jaz dopolnil 18 let, februarja imam rojsten dan, marca sem takoj šel na eno, bom rekel, finančno družbo, kjer so ponujali produkt z dobo vezanja 25 let in mesečnim vložkom, mislim, da bilo takrat ali bilo 50 ali 100 evrov, zdaj se točno ne spomnim, ampak mislim, da je 100 evrov, se pravi, in se mogel vsak mesec 100 evrov vlagati noter, ta znesek se pa razveže naslednjo leto. Kar pomeni to, ne, jaz sem vsako mesečno, bom rekel, vlagal 25 let in ko sem bil star 18 let, ko sem vstopil v ta produkt, se mi je to taka res nenormalno dolga doba, ampak glede na to, da se pa naslednjo leto razveže in ko zdaj gledam za nazaj, ne, pa teh 25 let tako hitro menilo in naprimer, ne, znesek, ki sem ga vmes že pozabil, z temi mesečnimi oblačili, ne, se naslednjo leto dejansko razveže in je iz tega zelo lepa vsota nastala, ampak to ne vede. Ne, in to je tisti dolgoročen princip, ne, ko mogoče nekaj pred sabo ne vidimo, ne, ampak rezultati statistični predvsem, ne, so pa zelo pozitivni, če nekaj gledamo na dolgi rok. Pri investiranju sem tudi prebral, da takrat, ko so vsi nekako prestrašeni, takrat bi mogel človek investirati, zato ker takrat, ko so neki, se pravi, vse krivulje dol, takrat, ko so pa vsi pohlepni, se pravi, takrat, ko že vsi pišejo o nekih investicijah, takrat bi mogel biti pa dober investitor prestrašen. Koliko je tu resnice, pa kako se to naučiš? Tako zdaj je Trump dal te tarife oziroma carine in nankrat so delniški trgi strmoglavili in zdaj bi bilo po tem pravilu zelo dober kupiti, ampak prihodnost je zelo negotova. Kako se naučiš tega, da kupuješ takrat, ko vsi ostali prodajajo? Točno tako je, ne. Se pravi, ko trgi rastejo, ni težko biti pameten, ne, pa ni težko biti izkušen, zato ker takrat imaš vedno prav, ne. Ko pa trgi se obrnejo navzdol, ne, pa dejansko, ko začnejo padati, ne, takrat pa začne predvladovati čustvena nota. In moj nasvet temu je, ne, kako sem se jaz temu izognil, naprimer, pa sem zdaj v svojem življenjskem ciklu že kar nekaj borznih zlomov doživel. Dejansko je res, kupuje se takrat, ko pada, takrat, ko je največja panika na trgu, ne, prodaja se pa takrat, ko je ta grid na trgu, ko dejansko že v vsaki kavarni slišiš, zdaj pa da to kupi, da pa to kupi, takrat je treba iti ven iz trga. Ne. Zdaj, kako prideš do tega, je pa čist čustvena pripravljenost, ne. Se pravi, kar sem se jaz naučil, ne smeš biti čustveno navezan na denar. Ne. Se pravi, denar je samo asset, ki ti prinaša neke dobrine in zato se moraš čist čustveno disconnectati, se pravi, čist ločiti od tega, da tebi kaj denar pomeni. In ko ti dobiš ta občutek, da tudi če zgubiš ves investiran denar, ne, tudi v svojem življenju sem že po domač povedan skuril cel portfelj, ne, ampak
naslednji dan sem šel na kolo, čisto v redu, nisem se slabo počutil, začneš naslednji dan znova. Se pravi, ta cikl dejansko ga dobiš za leti investiranja, ampak res se moraš čustveno disconnectati od denarja. In potem začneš gledati in na denar, in na investiranje, in na življenje predvsej drugače. Tilen, če naredimo en tak osnovni ABC možnosti za investiranje, da se sprehodimo čez tiste najbolj tipične bančni depoziti, vzajemni skladi, delnice, obveznice, nepremičnine, zlato, kriptovalute. Kateri so bolj tvegani, katere bolj svetuješ, katere manj? Pač jaz osebno gledam na investiranje vse tisto, kar je od delnic naprej pomaknjeno v desno krivuljo, se pravi od delnic nekih finančnih inštrumentov, finančnih vzvodov, pa dejansko do nekega kriptosveta, ki je pač najbolj agresiven na tej premici naložb. Na spodnjem delu se pač, kot jaz jih ne gledam kot naložbe, ampak so segmentirane kot naložbe, so pa seveda neki bančni depoziti, potem imamo tudi za neke večje vlagatelje menice ali pa obveznice, ki so pač za majhne vlagatelje težko dostopne, razen prek nekih ljudskih obveznic, ki so zdaj dejansko na trgu. Drugače pa so tudi obvezniški skladi ali pa dejansko vzajemni skladi, ki se segmentirajo v nek srednji segment. Se pravi, to je en zelo dober začetek, naprimer vzajemni skladi, ki so zelo, zelo razpršeni, se pravi, prinašajo sorazmerno, bom rekel, neko nizko tveganje na dolgi rok, se pravi, zavzemajo širšo množico naložb, zato da mi ne nalagamo v posamezne naložbe in s tem povečujemo tveganje, se pravi, vzajemni sklad zavzeme celo širšo množico, potem pa se počasi prestavljamo v delniški svet in pa na koncu v kriptosvet, ki pač je zadnjih 10 let predvsej popularen pri nas in je kot še vedno kot nek ščepec portfelja, bom rekel, ne pa neka večji delež portfelja. Kaj pa obveznice, torej ta najmanj tvegana stvar, recimo? Obveznice so, bom jaz rekel, priporočljive za nekatere, ki imajo neko vmesno obdobje, mogoče vsoto denarja, pa tisto vmesno obdobje nočejo, da zgubljajo z rastjo denarja oziroma z inflacijo. Vsi vemo, kaj se dogaja z inflacijo, ki imamo zadnje let prisotno, se pravi, nam neto moč denarja pada z vsako stopnjo inflacijo, ki se povečuje, se pravi, na drugi strani je vredno pogledati, da nam vsej nekaj offseta inflacijo, se pravi, obveznice prinašajo nekje med 2 pa 3,5% obrestne mere donosa, kar nam vsej malo zagotovi nekega pozitivnega efekta. Drugače pa na voljo so ljudske obveznice v Sloveniji, ki so dosegljive tudi za manjše vlagatelje, za manjšimi zneski, tako da kot bom rekel, en ščepec v portfelju, naprimer, so dobrodošle. Zdaj pa mogoče še v negativno, ne? Če si pa denar sposojamo, ne? Tukaj je potrebno vedeti za obrestni račun, ne? Kaj to prinese seboj, velike vsote denarja, ki si jih sposodimo? Mi trenutno generiramo okoli 3 do 4% gospodarske rasti, na drugi strani imamo inflacijo, ki zdaj niha med 2 pa 5%, in že prej sem se pa navezal na dejstvo, da delniški trgi pa rastejo cirka 10% letno zadnjih 40-50 let, kar pomeni, da če bi vse investirali v delniški segment, bi še vedno z stroškom kredita plus inflacijo, naprimer bi še vedno nadoknadili zelo lepo donos. Pravi, če znaš izkoristiti finančni vzvod, je to pozitivno. Je pa res, da se finančni vzvodi zelo, zelo klavrno končajo v vsaj 90% primerov. To je pa statistika. Se pravi, vsaj 9 od 10 trgovcev ali pa bom rekel teh bolj kratkoročno naložbenih portfeljev se konča negativno. Ja, če smo šli iz bolj varnih, lahko gremo zdaj bolj v nevarne vode. Kriptovalute, mislim, da to vsi dobro poznate. Ste že slišali vsi za kriptovalute? Jaz bi tukaj sam preverila z rokami. Prej sem se pogovarjala z množico, 6 fantov zunaj in 3 med njimi so rekli, da vlagajo v kriptovalute, da jih to zanima. Kaj pa na tej večji množici, torej 120 dijakov, če morda dvignete roke, tisti, ki ste se morda že temu posvečali? Kdo je že dal v kriptovalute? Nekaj je. Kdo je pa dal pa zgubo? Tu bo je pa... Evo, vidiš, to so pa ta pogumni. Viš, pa veselo je dvignil. Zgubo sem, to je dober, ne? Bom pa naslednjič dobo. Morda je fino, da za vse skupaj zelo po ABC razložimo to, ne? Tako, gremo mogoče kar na osnovno vprašanje. Kaj so kriptovalute? Anja, ti si v tem sektorju zdaj zadnje čase zaposlena, se s tem ukvarjaš, tako da kak bi enostavno razložila, kaj so kriptovalute? Vsi smo slišali za njih, marsikdo pa niti ne ve točno, kaj je. Ja, to je, ko lahko obogatiš. Ne? To je tak nek simpel odgovor. Daš not in zraste krat 10 000 in jaz si grem potem kupiti Porscheja. Tako je to predstavljeno na TikToku. Ne? Tako jaz to gledam. Sam sem pol ugotovil, da smo se skupaj pripeljali, ne? Pa ne z mojim Porschejem. Tako da, kje gre narobe? Kaj so kriptovalute? Ja, preden odgovorim na to vprašanje, bi rada povedala, da jaz se ukvarjam z varnostnimi sistemi in z tehnologijo, ki je zadaj za kriptovalutami.
Tako da ti v resnici ne morem odgovoriti na vprašanje, kaj je šlo narobe s tvojim Porschejem. To je bolj špekulativne narave. Predrag je, ne? Predrag je. Lahko pa odgovorim na vprašanje, kaj so kriptovalute. Torej, njihov prvotni namen je bil, da služijo kot decentralizirana digitalna valuta. Zdaj, kaj to pomeni? Tradicionalne valute, kot naprimer evro ali dolar, imajo zadaj nek nadzorni organ, neko banko, naprimer Evropska centralna banka, ki tiska denar, ki uravnava vrednost evra. Ne? Kriptovaluta pa nima tega centra, tega nadzornega organa, ampak decentralizirano pomeni, da je na svetu na tisoče in tisoče računalnikov, ki imajo vsi shranjene enake podatke o tem, kakšne transakcije so se zgodile s to valuto, s to kriptovaluto. Zakaj je to mogoče? To pa omogoča tehnologija, ki se ji reče blockchain, to slovenimo kot veriga blokov in dejansko si lahko to predstavljamo kot verigo blokov, ki so povezani s tem, da v vsakem naslednjem bloku, ki pride v verigo, je zapisana, kodirana vsa informacija o transakcijah iz prejšnjega bloka. Se pravi, ti bloki vsebujejo transakcije, kdo je komu koliko kriptovalute nakazal, kdo jo ima, kdo jo nima, kateri naslovi, temu tako rečemo. In varnost zagotavlja to, da je nemogoče spremeniti podatke v prejšnjih blokih za nazaj. To je zato, ker obstaja neka matematična funkcija, ki zakodira vso vsebino bloka v naslednji blok in potem, ker ima ta naslednji blok tudi zgodovino, bo še naslednji blok imel zgodovino od 2 blokov nazaj. Ne? In tako naprej to verižimo. In ravno ta prednost, da ne moremo spreminjati informacij za nazaj, da je to varnost, da ko enkrat se transakcija zgodi, o njej vsi vemo in vseh teh tisoče računalnikov ima enako informacijo. To pa potem zagotavlja protokol, kako, na kakšen način dodamo nov blok v verigo. Ne? Tukaj pa pride to slavno rudarjenje blokov, rudarjenje kriptovalute, kjer nekdo investira neko ali energijo ali svoje sredstvo, zato da lahko naredi nov blok in se potem vseh teh tisoč računalnikov, več tisoč računalnikov se zmeni, da je to dejansko enaka informacija čisto povsod. Zdaj, v praksi pa zelo redko plačujemo s temi kriptovalutami. Ne? Težko plačaš, zdaj greš na kavico pa plačaš zdaj s kriptovaluto. V praksi se v današnjem svetu bolj uporabljajo spet kot neke investicije, kot neka, si lahko predstavljamo kot delnico, kamor lahko investiraš denar in potem se ta denar oplemeniti, vrednost mu zraste. Tehnološko, zakaj pa mu vrednost zraste, ker so narejene tako, da je njihove zaloge končno mnogo. Se pravi, naprimer, Bitcoin je bila prva kriptovaluta, narejena leta 2009 in od tistega leta naprej je bilo znano, koliko Bitcoina bo obstajalo kadarkoli na svetu. In ker je te zaloge Bitcoinov omejeno mnogo, potem več kot je povpraševanje, več ljudi kot si želi kupiti to kriptovaluto, večja vrednost bo tem posameznim delčkom kriptovalute. Koliko pa poznamo kriptovalut od tega prvega Bitcoina? Teh kriptovalut je več kot 25,000 in v resnici, ko imamo enkrat to tehnologijo na voljo in ta tehnologija je javna, potem je zelo lahko narediti novo kriptovaluto. Nekako narejena je tako, da deluje po enakem principu, potem je pa pomembno, koliko ljudi, koliko računalnikov, algoritmov kupi zdaj to kriptovaluto, koliko ljudi investira, kako je popularna ta kriptovaluta in to potem njej naredi vrednost. Ne? Se pravi, to je v bistvu nekako potem spet vprašanje ekonomskega trga. Zdaj sama tehnologija, ki je zadaj, pa je javna in lahko skoraj vsak računalnik postane nov strežnik za kriptovaluto. Anja je omenila besedo popularnost. Tilen, zakaj so kriptovalute tako popularne? Zakaj so se tako razbohotile v zadnjih letih? Malo smo se že navezali, rekel prej v pogovor, ampak načeloma zato, ker mladi stremijo k tem hitremu načinu življenja, hitrih premikih in seveda jih zanimajo tudi visoki donosi in ker se kriptovalute pojavljajo res v čistem high-end, te premice donosov, agresivnosti in tveganja, dejansko se mi zdi, da so se najbolj približale mlajši populacija, ne. Tudi mogoče zaradi tehnologije, ki jo je lepo razložila. Gre to za neko novejšo zadevo, novejši, naložbeni razred. In poleg tega, da se večinoma teh kriptovalut pred časom, še pri parih letih, ni bila dostopna za, institucionalce, se pravi za neke večje ameriške ali pa evropske sklade, ali pa za dobre poločene vlagatelje, se pravi nek
high-end individual ni mogel regularno kupiti teh kriptovalut, lahko si jih kupil samo prek nekih borz, ko niso bile regulirane in zato so bile dostopne krogu ljudi, ki so pa lahko na tak način, bom rekel, vstopile v ta naložbeni razred. Zdaj se pa to dejansko preseli, bom rekel, v neko famo, se pravi, večinoma teh novih kriptovalut nastaja zelo hitro, par tisoč na dan si jih ustanovi, medtem ko mogoče obstane ena izmed tisočih, se pravi, neka statistika je tle zelo negativna. Kar je med mladimi bolj prisotno je, da bolj spremljajo ta social media, posebej TikTok in podobne zadeve, kjer se najbolj promovira take naložbe. Seveda v 99,9% primerov gre za neke prevare, pa neke hitro uspešne zgodbe, se pravi neke kojne, ki pač lahko mogoče porastejo, ampak načeloma tudi zelo hitro zgubijo na vrednosti in tega pač bi se nekako mogli izogniti. No, zdaj pa čisto po domače rečeno, katere pa izbrati od teh 25,000? Glede na to, da skozi neke nove prihajajo, ok, Bitcoin vsi poznamo, potem še enih par takih visoko poznanih, kako bi se ti odločil, pa a imaš dejansko kriptovalute v svojem portfelju? Ja in ja. Se pravi, jaz sem dejansko kripto, sem kar hitro v isto razumel. Mogoče na začetku mi je žal, da nisem tako dobro razumel, kot bi si zdaj dejansko želel, ker sem bil pa kar precej vpleten v to zadevo, ampak nekje okoli 2015, naprimer, ko je bil Bitcoin okoli $100-150, naprimer, tako sem je zvedel za njega. Sedeli smo v predavalnici, ravno sem delal moj podiplomc, se pravi MBA, in smo sedeli sošolci in pač eden omeni, a si ti že vložil, pa sem si rekel, ne, kaj je sploh to. In sem si v bistvu med šolsko uro prebral in se mi je zdelo zanimivo. Začel sem razumeti zadevo in sem vložil in od takrat naprej spremljam, bom rekel, razvoj tega trga in ga zelo tudi podrobno poznam, zato ker se mi zdi, da pač nas bo spremljalo naše obdobje, posebej mlajše generacije bodo s tem živele. Svet gre v digitalizacijo, svet gre v smer negotovinskega poslovanja, gre v digitalne valute in sem prepričan, da čez par let bomo dejansko imeli samo še digitalni denar brez paper money. Zdaj ali bo v obliki to kriptovaluta, ali bo to kot neki digital currency, ali bo to evro, ali bo to dolar. To je še zdaj vprašanje, pa še se navežem naprimer na vprašanje, ki ste ga postavili na začetku. Se pravi, kako zbereš. Zdaj, princip je zelo enostaven. Se pravi, naložbe za večjo tržno kapitalizacijo pomeni, da imajo dejansko več, bom rekel, trgovcev v sebi, večjo vrednost premoženja v ozadju, kar pomeni, da so cenovni premiki pri večjih kapitalizacijah manjši. Se pravi, če gledamo od prvih 20 mest, naprimer, posebej seveda Bitcoin, ki je največja kriptovaluta, tudi v obdobju največjih padcev najmanj za njih. Se pravi, ga lahko uvrstimo med univerz kriptovalut kot neko najbolj varno zadevo. Niže, ko gremo po kapitalizaciji, se pravi, če bi zdaj zbrali čisto 25,000, ko ima res najmanj prometa, pa najmanjšo tržno kapitalizacijo, tudi najbolj nelikvidna in tudi najbolj, bom rekel, nevarna. Zdaj ne pomeni to, da ne more zrasti na neko, bom rekel, dogledno vrednost, ampak pomeni, da s tem povečujemo svojo, bom rekel, tveganje. Se pravi, niže, ko gremo po lestvici velikosti, večje tveganje in obratno. A še vedno velja za kriptovalute pravilo, ko je bilo včasih vloži v kriptovalute samo ti denar, ki ga lahko pogrešiš? Tako je bilo včasih, par let nazaj je bilo tako, ti kar lahko vložiš sam, se zavedaj, da lahko zgubiš. Bitcoin verjetno je že prišel preko tega. Ja, to velja načeloma za vse investicije, se pravi, investiraj tisto, kar ne boš pogrešil, oziroma tisto, kar lahko pogrešiš. Drugače pa ja, jaz mislim, da če smo še par let nazaj lahko bili malo vprašljivi glede tega, ali bojo kriptovalute obstale, ali bo mogoče regulacija zaustavila razvoj trga ali kakšen drugi aspekt, ki se je pojavil na trgu, lahko zdaj rečemo, da nas bojo spremljale v našem življenjskem obdobju. Da bi še čisto zaprle, pa čisto ugasnile, tega se ne bo zgodilo, se bo pa povečala regulativa, se pravi, vedno težje bo izstop iz kripta, oziroma ta svet bo bolj povezan z svetom, ki ga pozna nek advanced, modern finančni svet. Se pravi, ta dva svetova se bosta združila v neki točki in to pomeni samo, da bo imel regulator in bančni sistem bo dejansko neko posredno vlogo in da bosta trga med sabo zelo tesno prepletena. Anja, ker je Frekvenca X oddaja o znanosti, namenimo mogoče še kratko pozornost, torej znanosti v ozadju delovanja kriptovalut. Tudi recimo temu vprašanju, a bi lahko nekdo naključno, recimo s poskušanjem, dobil dostop do mojega računa? Jaz bi mogoče rekla, da znanost v ozadju so nekako 4 področja, ki zagotavljajo varnost kriptovalut. Eno je kriptografija, torej kripto pomeni skrito in kriptografija ponavadi
se gre za skrivanje nekih sporočil, da nekdo ne vidi informacije in tu pride v poštev matematika, predvsem področje teorije števil in velikih praštevil, ki potem zagotavljajo, da nekdo ne more uganiti teh sporočil oziroma ključev do teh sporočil. Druga je mogoče ta blockchain tehnologija, ki sem jo prej opisala, kako kodiramo blok v naslednji blok, kako izgradimo tako drevo, tako verigo. Potem je tukaj teorija iger, se pravi, ali so te ekonomske spodbude pravilno postavljene, da se sodelujočim v tem protokolu ne splača goljufati. Se pravi, varna kriptovaluta, varen protokol je tak, kjer če nekdo poskuša goljufati, je kaznovan, takoj, ko mu to lahko dokažemo in to pomeni, da bo avtomatično izgubil svoja sredstva, naprimer, ne. In če se vsem igralcem v tem protokolu ne splača goljufati, potem je to iz ekonomskega vidika nekako iz teorije iger varno. Potem je pa mogoče še četrto področje, s katerim se bolj jaz ukvarjam, je pa dokazovanje varnosti, tako teh ekonomskih spodbud, kot tudi same implementacije, programske kode, ki to drži po konci, tehnologija, da zagotavlja, da bodo vsi ti računalniki imeli točno enako zgodovino transakcij in tako naprej. Zdaj, kakšna pa je verjetnost, da nam nekdo ukrade? Tukaj pride ta kriptografija, se pravi, če vi kupite neko kriptovaluto, boste dobili nek račun, se pravi, bo to nek naslov na tisti verigi blokov in to bo varovano nekako z 12 besed dolgo kodo. To bi mogel nekdo uganiti, nek računalnik mogoče s poskušanjem samoznosti in tako naprej. In če delate vi tako zvane standardne transakcije, ne, potem je zelo majhna verjetnost, da vam bo to nekdo ukradel. Blockchain tehnologija in te kriptovalute pa omogočajo ne samo transakcije, da ti nekaj kupiš, ampak mogoče kupiš z nekimi pogoji, naprimer, da se glasuje, kdo bo dobil denar ali da lahko dobiš denar samo, ko kupec pove, da je dobil tisto sredstvo, ki ga je kupil in tako naprej. In če pa delate neke take nestandardne transakcije, potem je pa potrebno biti malo bolj previden, tam pa je pomembno prav ta, da je programska koda, ki poganja to transakcijo brez hroščev in pravilno napisana. Mladi na frekvenci, na valu 202. Jaz bi zdaj kar povabila še koga od vas, da se nekako vključi, mogoče Anže. Anže je takole že v pripravljenosti. No, na tej točki se nam je v omizju iz publike pridružil še Anže Štukovnik, dijak prvega letnika Tehniške gimnazije Lava, ki navkljub mladosti že precej obvlada to področje. Anže, kar k meni na oder. Med tem časom pa bi samo še tilno mogoče dala eno vprašanje. Namreč, kako pa izgledajo prevare, ne? Prej smo že slišali to besedo prevare v kriptovalutah. Kako jih prepoznamo? Ja, te so kar pogoste v kriptovalutah in nastajajo vedno nove in nove. Pač te, ki se tega lotevajo, so vedno bolj iznajdljivi. Drugače pa bom rekel, neka tipična taka je, da pač neki vplivneži, ki so posebej močni na nekih social media kanalih, promovirajo neke, bom rekel, manjše kovance, bolj tvegane kovance in za svojo masovnim approachom, ki ga pač imajo prek socialnih medijih, dosežejo to, da množice ljudi vstopi v te kovance po nekih cenah. Ta cena se seveda začne zaradi splošne logike povpraševanja in ponudbe začne dvigovati in ko se pač neka določene cene pride, se kovanc toliko dvigne, da tisti, ki ga je izdal, te kovance proda vsej množici, ki pride noter. On zasluži, vsi ostali pač da izgubijo na vrednosti, kot nek rug pull v angleščini, se pravi nek spodmik tepiha v slovenščini prevedeno, kar pomeni, da pač vsi manjši vlagatelji tukaj potegnejo kratko in padajo po tleh oziroma pač izgubijo so premoženje. In tega je na kriptnem svetu vsak dan par 100 primerov sigurno. Torej, recimo čisto praktično za dijake, ki nas zdaj poslušajo, na kaj naj bodo pozorni? Na vse, kar je netipično, bom rekel, vse tisto, kar obljublja visoke donose, zelo hiter čas, tega se treba izogibati. Se pravi, vse, kar sem se naučil do zdaj v zadnjih, bom rekel, 20 letih investiranja, je, da nič ne gre hitro. Lahko se hitro zasluži, ampak hitro se zasluži z neko strategijo. Nikakor pa ne z enim naložbenim razredom in zelo hitrim učinkom na portfelj. Tega dni. In tisto, ko pač zagotavlja, da je možno doseči donose več 10-mestnih številk v zelo kratkem času, potem to pomeni, da ima sistem, ki bi ga uvrstil v lestvico najbogatejših po Forbesovi lestvici, kar pa tudi statistično ni mogoče. Vse, kar je temu podobno, je pač prevara. Predajam besedo Anžetu. Vas bom za začetek vprašal vas, Tilen, po vašem mnenju, na katerem delu torej tega kripto bull cikla se vam zdi, da se trenutno nahajamo?
Zdaj, če pogledam zgodovino mojega poznavanja, bom rekel, tega kriptosveta, jaz sem vstopil 2015, 2016, takrat so bile cene, zdaj, ko jih gledamo za nazaj, mislim, res smešne, ne. Bitcoin 100, 200, mislim, da smo ga na začetku kofali, $200, ne, zdaj 90,000. Meni se je zdel pri 1000, da je drago, meni se je zdel pri 10,000, da je drago, pa sem tudi prodajal, pa pri 20,000 se mi je zdel, da je drago, pa smo prodajali, ne. Zdaj pri 90,000 se mi niti ne zdi tako drago, ne. Se pravi, pač to je čisto relativni aspekt, o katerem ciklu smo, ne. Zdaj moramo vedeti, da prihajamo v cikl masovne adopcije, se pravi, prihajajo veliki playeri noter, veliki, bom rekel, skladi, velike inštitucije, trg se regulira, kar pomeni, da bomo imeli veliko večji potencialni odstotek portfelja nekih globalnih investitorjev. Se pravi, ta trg je v nekem splošnem smislu še vedno nekje na začetku. Mislim, da sem neko statistično oceno nekje pobral v nekem članku, da mislim, da je okoli 25 milijonov računov ustvarjenih. Se pravi, to je še vedno zelo majhna številka v nekem svetovnem naložbenem razredu, ne. Se pravi, zdaj, kje se mi gibljamo v tem ciklu, ne, jaz rečem tako, ne, da se pač prilagajam ciklu, o katerem mislim, da smo, pa ne glede na to, da zdaj ali to pada ali to raste, ne. Se pravi, zdaj trenutno smo mi dosegli nek, bom rekel, tak lokalni vrh, potem se je kripto dejansko malo spustil, te altcoini so predvsej, bom rekel, padali, Bitcoin niti globalno gledano niti ni tu veliko izgubo iz tiste njegove maksimalne vrednosti. Zdaj se pa gibljamo v tem sektor, kakor cel finančni svet. Moramo vedeti, da je prišla do zamenjava predsednika v Ameriki, ki je precej zatresla finančni svet. Se pravi, celoten finančni svet, ameriške delnice so precej upadle, tudi vse tehnološki velikani so upadli. Kriptosvet s tem začel skupaj gibljati, tudi kriptosvet je upadal in smo zdaj mi v nekem novem nepoznanem svetu. Noben ne ve, kaj bo prišel naslednji tweet gospoda predsednika Trumpa, kam bo šla naša inflacija, kakšna bo gospodarska rast v Evropi, kaj se bo zgodilo z vojno v Ukrajini. Tako da kriptovalute so vpet sistem v celotno globalno sliko in se ne bodo več gibljale, tako so v preteklosti se po neki svoji krivulji, ampak bojo vpete v celotno globalno sliko. Še kakšno vprašanje, namreč, da ga predstavim. Anže Štukovnik je dijak prvega letnika tukaj na Tehniški gimnaziji Lava. Kar povejte še kakšno vprašanje, če vas zanima. Torej ta kripto crash, katerega smo spremljali v aprilu, mislite, da je bilo to morda namerno, da bi mogoče Donald Trump mogoče da bi pritisnil na Federal Reserve, da bi znižali obrestne mere ali pa tako, kot ste prej omenili, mogoče da bi lahko večja podjetja in institucije kupile kriptovalute po cenejših cenah? Načeloma res se poskušam izogniti teorijam zarote in podobnim zadevam, ampak zelo težko si predstavljam, da bi dejansko bil to nek orkestriran finančni padec, ne. Poleg tega, če gledam sam Bitcoin, je upadel manj kot kar največji tehnološki velikani, pa so vsi tehnološki velikani praktično svetovalci v odboru Donalda Trumpa, tako da težko bi rekel, da je to povezano z tem. Je pa res, da je predsednik zelo naklonjen kriptovalutam, večkrat je to povedal, da se bo zavzemal za širšo sprejetje, regulacijo tudi svojo valutoma, ki je pač bil polom, kar smo itak vedeli, da bo. Tega se loteva na zelo drugačen način, kot so se ga vsi prejšnji predsedniki, pa moramo vedeti, da je on vseeno voditelj najbolj gospodarsko močni, ekonomsko močni, finančno močne države na svetu in da že to je spremenil retoriko govora v njegovih, bom rekel, sporočilih, je zelo velik korak naprej. Je pa tudi na drugi strani to precej velika nevarnost, zato ker, kakor ga jaz poznam, njegova beseda pomeni več kot rezultat podjetja ali pa dodana vrednost zaposlenega ali pa drugačno. Vsi glavni kazalci podjetij so postali sekundarnega pomena, medtem ko njegova beseda goji donose ali pa izgube finančnih trgov, kar pa se je nedopustno v zdajšnjem času. No. No, zatem pa sem pogled usmerila v publiko, odkoder pa nam je mahalo že kar nekaj rok za vprašanji. Tako da smo šli po vrsti. Izvoli. Kaj vam menite na to, da vse kriptovalute so nekak piramidna schema, ker pač kriptovalute v bistvu rastejo samo zaradi tega, ker pač jih več hoče kupiti, ko pa jih lahko prodajo, ko bo enkrat zmanjkalo kupcev, pač kriptovalute ne bojo več funkcionirale? Ne bi se strinjal z tem, ne. Prvič, kriptovalute so precej različne, kar se tiče demand pa supply in blockchaina, ki ga prej kolegica zelo lepo razložila, se pravi, se razlikuje po tem, koliko je supply in koliko je demanda in na kakšen način funkcionira, tako da ne moramo metati vse v isti koš.
Drugi, bom rekel, pa malo bolj finančni aspekt je pa to, ne. V osnovi je vsaka finančna naložba zero sum game. Se pravi, če hočeš ti zaslužiti, mora en drug izgubiti. Se pravi, dva ne morata biti v plusu, če sta samo dva vpletena v trg, ne. Se pravi, če si ti tukaj dober, ali pa če si tvoja strategija tukaj dobra, ali pa če tvoj naložbeni izbor na dolgi rok ali pa na kratek rok boljši od drugega, potem boš ti na boljšem, pa bo en drug na slabšem. In tako funkcionira cel finančni svet. Tudi če bi zdaj govorilo, bom rekel, drugih delnicah ali pa tehnoloških velikanih ali pa karkoli, celoten svet ima omejen supply delnic, ki ga lahko ti kupiš. Se pravi, če bi ta teorija veljala, potem pomeni, da bi celoten finančni svet bil kot piramidna igra, pa temu vemo, da ni tako. Hvala. Še kakšno vprašanje? Ja, rekli ste, da vsakič, ko pač nekdo nekaj dobi, da pol nekdo drug nekaj izgubi. Ne? Zdaj, vsi hočemo seveda dobiti stvari, ne? Zdaj pa kaj dejansko odlikuje dobrega vlagatelja, kaj moraš narediti, da dejansko si ti tisti, ki pridobi? Ja, pri meni naprimer je to dejansko učenje, izobraževanje, zato ker sem dosti hiter začutil, kaj ti lahko delniški svet prinese. Jaz sem se res precej časa posvečal učenju, ali naložbenih strategij, ali trgovalnih strategij, katere sem pa že sam razvil v neke algoritmične sisteme, ali pa poznavanje celotno makroslike, se pravi, osebno to pri meni pomeni, da vsaj uro na dan zjutraj preberem vse novice, da sem seznanjen z vsemi možnimi eventi, ki lahko vplivajo na neko gibanje, neki tečajev. Se pravi, vedno sem se postavil v luč tega, da moram vedeti več kot 50% udeležencev na trgu financ. In to je bil prvoten pomen. Se pravi, če bom jaz vedel več, pa ne v smislu notranjih informacij, da se narobe razumemo, ampak v smislu poznavanja trga in poznavanja naložbenih strategij, potem bom jaz bolj uspešen, kot ostali na trgu. In če se tega zavedaš in vlagaš čas v to in dejansko svoj napor v to, potem bo uspeh zagotovljen, drugače pa težko. Hvala. Še kakšno vprašanje? Kako pa je z obdavčevanjem teh investicij in timo kriptovalut? Kakšen je ta odstotek? Kako se obdavčuje? Za navadno investiranje načeloma še v Sloveniji ni obdavčevanja. Za trgovanje, torej če pa upravljaš neko storitev, torej da tradaš, da ves čas kupuješ in prodajaš, torej upravljaš neko dejavnost, se pa vsak posebej obravnava. Za kriptomajnanje pa mislim, da je 25%, poleg tega pa si ne moreš odšteti davka, pač stroškov si ne moreš odšteti. Okay, hvala lepa. Še tamle vprašanje v drugi vrsti. Mene pa zanima, če bi si lahko v prihodnosti mogoče predstavljali svet, kjer bi določene državne institucije, mogoče celotne države, imele svoje kriptovalute, ki bi znotraj države funkcionirale kot plačilno sredstvo in v bistvu s tem centralizirale ta decentralizirani sistem. Torej, v teoriji je možno. Ne? Zdaj, jaz kot matematičarka bom vedno pogledala te robne primere in če se država zmeni in naredi svojo kriptovaluto in se vsi zmenijo, da bojo uporabili to tehnologijo in bojo to plačilno sredstvo v državi, potem bi v teoriji lahko imeli decentralizirano kriptovaluto, ki je v državi. Ampak spet tukaj gre za to, kdo nadzoruje vrednost te kriptovalute. Ne? Zdaj, jaz sem omenila, da večina teh kriptovalut ima omejeno zalogo in jim to daje vrednost. Obstajajo pa tudi kriptovalute, naprimer te stabilni kovanci, obstaja stabilni kovanec na dolar, ki je vezan in je vezan na dejansko valuto, na centralizirano valuto, ki je dolar, naprimer. In obstajajo potem neki protokoli, mehanizmi, kako se uravnava vrednost, da je praktično vedno skoraj enako vredna kot dolar. Ne? Se pravi, stabilni kovanec in dolar imata enako vrednost. In če govorimo o taki vrsti digitalizacije denarja, je pa potem to seveda lahko neko normalno plačilno sredstvo. Gre se za to, kdo zdaj nadzoruje vrednost tega in komu zaupamo. Še eno vprašanje tam na drugi vrsti, kar izvolite. Ja, jaz vam pa za gospoda Tilna vprašanje, sicer, a ste kdaj poskusili oziroma če ste kdaj kupovali delnice, glede na zgolj iz tega, ko ste gledali graf, torej na zelo kratek rok, zgolj ko ste gledali graf, kako se ta cena premika od delnic? Ja, dejansko je to moja strategija. Jaz sem tehnični analist, to ste, ko ste vprašali, dejansko je tehnična analiza finančnih naložb in jaz izvajam vse svoje transakcije, pa vse svoje trade dejansko na podlagi tehnične analize. Tudi sem precej razvil teh strategij v zadnjem mojem obdobju, tako da jaz na podlagi grafa vem, v katero smer pa na kak način in s kakšno impulzivnostjo se bo v določenem času premiknila cena.
Tako da to je dejansko en od mojih načinov investiranja. Še kakšno vprašanje? Vidim, da vas stvari zelo zanimajo. Tamle je ena roka v predzadnji vrsti. Hvala. Prej ste že malček omenili rudarjenje kriptovalut. Bolj me pa zanima, kako točno to deluje. Jaz že razumem, da računalnik z pomočjo nekega algoritma dobi neko število in potem nekako to v kriptovaluto spremeni, ampak samo ne razumem. Hkrati pa me tudi zanima, glede na to, da je omejeno število kateregakoli kriptovalute, kaj se še zgodi potem, ko je vsa kriptovaluta že zrudarjena? Odlično vprašanje. Torej, rudarjenje kriptovalut se zgodi v trenutku, ko ustvarimo nov blok v verigi. Ne? Matematično, kar se zgodi, je, da vsi ti računalniki, ki podpirajo to decentralizirano valuto, skušajo rešiti eno matematično uganko, ki je sama sebi namen praktično. Ne? Namen je, da je zelo, zelo težka in da porabiš, zdaj če govorimo o teh kriptovalutah, ki imajo sistem proof of work, torej dokaz z delom, porabiš veliko električne energije, veliko računske moči, zato da to uganko rešiš in tistemu, ki mu uspe prvi, tisti bo potem zapisal ta novi blok transakcij na verigo in vsi ostali bodo morali njegove transakcije kopirati na celoten blockchain, na celoten sistem. Rudarjenje novega bloka je torej reševanje ene zelo težke matematične uganke. Ne? Se pravi, računanje nekih praštevil, pogledamo, kaj dela ena tako zvana hash funkcija in reši to uganko. In za nagrado tisti računalnik, ki je to prvi naredil, potem dobi en del te kriptovalute, recimo, če zdaj govorimo o Bitcoinu, ki ima ta princip, dobiš en del Bitcoina za nagrado, ker si vložil ves ta trud in ker zagotavljaš varnost celotnega sistema. Kaj se zgodi, ko kriptovalute zmanjka? Ja, nekako se te nagrade manjšajo v procentih. Se pravi, če si na začetku dobil cel Bitcoin za nagrado, ker si izrudaril en blok, zdaj v današnjem času to ne bi bilo mogoče, zaradi tega, ker bi s tem dobil $90,000 približno. Ne? Torej ti dobiš manjši procent te kriptovalute, ampak, kot sem rekla, je končno mnogo in na koncu je večina transakcij z obstoječo kriptovaluto, ki že obstaja, torej tisti naslovi, ki že imajo en del te kriptovalute, jo lahko prodajajo naprej med seboj. Pa recimo še za zadnje vprašanje, imate zdaj možnost, da dvignete roko, sprejmemo še eno tamle. Vi ste omenili, da uporabljate tehnično analizo, to pomeni, da iz grafov ugotovite, ali bo cena šla gor dol. Vem, da je tehnično analizo zelo težko uporabljati, sploh pa dolgoročno zelo težko poskrbeti, da bo konstantno donosna. Pa me sam zanima, katero vrsto tehnične analize uporabljate, pa zakaj je pri vas donosna, ker pri večini ljudi ni. Vsak si bo zbral svojo strategijo, ki mu je na nek rok njemu osebno mogoče prinaša pozitiven rezultat. Ne. Seveda en način investiranja ni primeren za vsakega, ne. Se pravi, vsak si bo sam zbral. Ne. Pri meni, na primer, se je izkazal kot zelo, zelo dober in jaz sam to izvajam. Zdaj, na kakšen način se jaz tega lotevam, je pač strategija, sem jaz razvil v zadnjih 15 letih in iz tega sem se zelo veliko naučil. Ne. Načeloma je pa to igra statistike in pa matematike. Če je nek vzorec dejansko se ponavlja večkrat, ker se pač zgodovina vedno ponavlja, je potrebno ugotoviti statistično verjetnost izplena oziroma nadaljevanja nekega trenda oziroma statistično verjetnost, da se bo nek vzorec ponovil v prihodnosti. In če ta statistična verjetnost večja seveda od 50%, itak super, ampak moji verjetnosti izračuni so na primer med 70 pa med 90%, se pravi, če se jaz v neko zadevo tako dobro prepričan, da je pri meni izplen od 80 do 90%, pomeni, da sem jaz na vsakem 8 oziroma 9 tradu od 10 sem rekel, sem na pozitivnem. In to pomeni, da mi na dolg rok prinaša pozitiven učinek na portfelj. Bi se pa navezal še na prvi del vašega vprašanja, se pravi, tehnična analiza je na daljši rok, na daljše time frame, na časovno obdobje, se pravi, če se zdaj bom rekel, spustim še en nivo više v razlagi, na daljšo časovni okvir, ko mi gledamo, se pravi, če gledamo graf na mesečnih svečnikih, na tedenskih svečnikih, pa na dnevnih svečnikih, je veliko lažje, pa z veliko večjo verjetnostjo napovedati gibanje v prihodnosti, kot če to delamo na minutnih intervalih ali pa na urnih intervalih. Se pravi, z daljšim časovnim okvirom si mi zvišujemo verjetnostni izračun pozitivnega izplena. Tako da na dolgi rok dejansko je lahko uspešna strategija.
Tako, hvala lepa obema gostoma. Samo še eno zadnje vprašanje za konec. Tukaj le danes vidim, da ste zelo različno podkovani o področju, o katerem smo se pogovarjali. Ene vas ta stvar zelo zanima in ogromno že veste, drugi morda šele vstopate na to. Nekako smo skušali zadostiti obema poloma oziroma vsem vmes. Ampak takole, kaj bi pa vidva svetovala, recimo, kje lahko najdemo dobre informacije, kje se lahko osvestimo, kje na internetu recimo je obilo napotkov, zato da lahko krenemo to svojo finančno pot varno naprej. Jaz bi sam rekel, da mogoče, da se izogibate socialnih omrežij. Se pravi, vse karkoli drugega razen socialnih omrežij je po moje pozitiven news. Na socialnem omrežju pa jaz vidim dejansko največ nepreverjenih, največ netočnih, največ prevar in vse to je tisto, kar vam zamegli neko razsodno razmišljanje. Poslužujte se strani ekonomistov, bom rekel, ali pa finančnih blogov, časopisov, ki so že na trgu desetletja, 20 letja in imajo preverjene informacije, so dobre analitiki in da dobite to makro sliko ekonomije in čim dlje stran od social media in influencerjev, ki dejansko o tem ne boste dobili znanja. Anja? Jaz bi pa mogoče odgovorila, kje se bolj izobraziti o tehnologiji sami. V resnici so akademske ustanove, univerze imajo pogosto brezplačna predavanja na spletu, ki zelo dobro razložijo samo tehnologijo, kako deluje, zato da veste, kaj se s tem dogaja. Zdaj konkretno bi rekla, je MIT, Ameriška univerza v Massachusettsu, ima odprta predavanja za celotno javnost, kjer zelo lepo razložijo strokovno, a ne podkovano, kako ta tehnologija deluje. Tako da tam bi rekla, da je ena taka preverjena informacija, ki je zanesljiva in ki vam ne bodo povedali nič o špekulativni naravi teh kriptovalut, ampak kako delujejo, kakšna je znanost v ozadju in kakšna so tveganja posledično. Aleš, morda kakšne tvoje zaključne misli ob koncu? Ja, zdaj, kaj bi lahko potegnala neko skupno je, da čim prej začeti, čim prej delati napake, zato ker jih potem v prihodnosti še lahko popraviš. Potem, ko ti pa enkrat časa zmanjka, je pa tak. To sem jaz danes se naučil, no? Da bi bilo fajn veliko prej začeti. Ja, in predvsem na poti ves čas nabirati znanje. Tega pa, kot smo slišali, izbirajte pri preverjenih virih, tudi šola lahko med drugim ponudi za res dobro osnovo. Naša gosta sta bila tokrat matematičarka Anja Petkovič-Komel in finančni analitik Tilen Šarlah. Kot sovoditelj mi je na pomoč priskočil stand-up komik Aleš Novak. Za zvok na terenu in posnetek pa sta poskrbela tonska mojstra Vjekoslav Mikes in Miha Klemenčič. Hvala, ker ste z nami potovali v svet osnov finančne pismenosti in kriptovalut. Prihodnjič pa s frekvenco obiščemo Ravne na Koroškem, kjer pa se bomo skupaj z dijaki pogovarjali o času in potovanju v njem. Do takrat pa vas pozdravljam, Maja Ratej. Mladi na frekvenci, na valu 202.